Evropski kupci so statistično gledano najbolj zahtevni kupci in vozniki. Naj bo avto še tako majhen, si v njem želijo kar največ udobja in ugodja. Yaris Cross z ergonomijo ne razočara, še manj pa z opremo, ki jo ponuja. A nad udobje bi vseeno postavili sistem Toyota Safety Sense, ki v avto, ne glede na izbiro opremskega paketa, že serijsko prinaša številne varnostno-asistenčne sisteme. Za pogon v testnem avtu je skrbel 1,5-litrski bencinski trivaljnik, ki mu je pri naporih pomagal še elektromotor. Torej klasični Toyotin hibridni pogon, ki ponuja 85 kW sistemske moči. Realno, premalo za športno vožnjo z odločnim pospeševanjem in visokimi hitrostmi. A poslanstvo hibridnega sklopa ni v takšni vožnji, saj se sistem več kot izkaže ob umirjeni mestni vožnji. Da je temu tako, potrjuje normi krog s porabo 4,9 litra za 100 prevoženih kilometrov. Morda bo kdo rekel veliko, a po drugi strani je bilo testno povprečje zgolj 4,7 litra, kar pa se res zgodi malokdaj, da je testno povprečje nižje od normne porabe. Posledično smo za 100 km normnega kroga odpeljali le nekaj več kot 40% povsem na elektriko. Pri povsem običajni mestni vožnji pa se odstotek vožnje samo na elektriko lahko dvigne celo na 80%. Hibridni sistem sam določa, kdaj bo potekala vožnja na elektriko in kdaj ob pomoči bencinskega motorja.